Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Zadnja četrtina slovenskega državnega prvenstva se začenja 28. krog. Odpiramo v športnem parku Kidričevo, kjer nas čaka obračun med Aluminijem in Radomljami. Gre za obračun sosedov na lestvici. Radomljani imajo točko naskoka pred domačo zasedbo, jasno pa Šumarji želijo, da bi se to danes spremenilo. Bolje razpoloženi so na reprezentančni premor odšli domači, odpre tale prostor, ki ga zdaj vidimo, ko poskuša Ikena. Ikena in zdaj na pravem mestu Rozman, pa odbita žoga in vodstvo za Radomljane. Takoj so odgovorili na tisto zapravljeno priložnost domačinov in prišli tudi do zadetka. Veselje torej v 7. minuti. Tam ni uspel Rozman izbiti žoge iz nevarne cone in potem Jojič na pravem mestu. 7. minuta, vodstvo za Radomlje. Videli bomo strel Ikene, ki je imel preveč prostora. Takole Ikena v levi spodnji kot, žoga pa potem po obrambi Rozmana naravnost k Jojiču, ki je vse skupaj znal izkoristiti. Njegov 7. zadetek v tej sezoni, na računu ima tudi 2 asistenci. Neubranljivo je zaključil Jojič. Ikena pa je tisti, ki je takoj izkoristil višek prostora. Lahko Simonič zaključi. Simonič do strela. In žoga za las mimo desne vratnice. Jojiču tu zaenkrat ni prepovedanega položaja. Jojič je že v kazenskem prostoru. Nevarno Jojič. Vse je bilo, kot kaže, čisto in zdaj so Radomljani zapravili priložnost. Na Jojiča. Jojič je tisti, ki povzroča največ preglavic domačinom. Pelko, tole je spet lahko nevarno. Priložnost in gol! Radomljani vodijo z 2-0, drugi gol za Pelka v prvi slovenski nogometni ligi, 19. minuta, tu je zelo naivno izpadla domača obramba. Pelko pa je vse skupaj izkoristil, najprej je Jojič sjajno opravil svojo nalogo. Pelko je, zdelo se, morda celo predolgo čakal. Zdaj zares za voljo sončnih žarkov težko ocenim situacijo pri tisti podaji. Glede prepovedanega položaja, jasno imamo na tekmi VAR, v kombiju sonca ni, tako da tam se bo vse skupaj lažje ocenilo. Super zaključek pa vsekakor Pelka, ki je strelsko navduševal v drugi hrvaški ligi. In Feta vrača žogo proti svojemu napadalcu. Bamba Suso gre po desni. Bamba Suso. Tole je zdaj priložnost za zmanjšanje zaostanka, reševanje pred golovo črto. Zdaj še Pridgar. Ostaja 2-0 za Mlinarje. Jojič. Jojič je podal proti bližnji vratnici, pa zdaj je strelo daleč, pravi projektil. To je bilo kar nevarno. Zdaj je sonce že skoraj da povsem za krošnjami dreves za glavno tribuno. Napad pa med tem gostov, priložnosti na Rozman, sjajno reakcijo, tiče svetlobe. Še povsem kmalu bo sonce šlo za drevesa, tu pa Jojič v napadu, Jojič do strela. Zdaj Radomljani zapravljajo priložnosti, da tekmo dokončno odločijo. Da so vse zaenkrat, kot kaže, ne bo spremenila taktična postavitev. Žoga je pri Kodermanu, tole je priložnost. Takoj podaja pred gol in tu je Behar Feta. Aluminij se vrača, 70. minuta. Zapravljene priložnosti Radomljanov, da povedejo Strinič, so kaznovane. Jura Arsiču spodbuja svoje varovance. Feta do 9. gola v tej sezoni. Koderman ga je našel s podajo. Časa za zaplet pa je še več kot dovolj. Tega se vsekakor zavedajo tudi
gostje. Tu smo videli, Koderman ni bil dovolj blizu položaja za zaključek, sveži Adriano Blodek. Man je prevzel kapetanski trak, ko je igrišče zapustil Jagič, morda neka mini presenečenje, glede na to, da je na igrišču tudi izkušeni Rozman, tam je tudi Korun. Zdaj so se gostje čudežno rešili v 74. minuti. Narsej pomembna zmaga, prekinitev serije 3 zaporednih porazov. Spet ste bili vi ob robu igrišča, ko ste vpisali 3 točke. Morda vas Jugoslav popelje na večer, ampak kako, najprej neka ocena tekme, kako ste jo videli? Pa mislim, da smo do prvi polčas sploh imeli zelo pod kontrolo, potem tudi drug polčas malo manj, ampak ok, mislim, da smo spet sami, da rečem, zakuhali tekmo, da smo naredili 2-3 napake in pol iz tega Aluminij, jasno, dobra ekipa te kaznuje in potem do konca malo trpiš, ampak srečno se je išlo vse za nas dosti. Prvo priložnost na tekmi je sicer imel Aluminij, ampak zdelo se je, da je vaš taktičen načrt zelo dobro deloval. Zeljković je bil desno v obrambi Feta, pred njim veliko je bilo tam prostora in tako ste prihajali do priložnosti. Je bilo to v nekem vašem načrtu, v vaših željah? Pa ne bom rekel, jaz bom rekel, mi smo ekipa, kjer igralci poskušajo ta numerical superiority. Vedno iščemo prostor, kjer bi lahko imeli višek igralcev in to se nam je naredilo, tako kot ste rekli, Feta je bil malo višji in tam se nam je odprl ta prostor in odlično, Ikena je odlično danes izkoristil to in ja, lahko sam pohvalim igralce. Za nasprotnike z vrha lestvice pa boste morali izboljšati realizacijo. Danes bi lahko tekmo odločili v vašo korist tam že do 65. minute. Koliko bo lažje vseeno delati na tem, zdaj ko ste prekinili serijo porazov, prišli do 3 točk in imate še več miru na lestvici? Ja, se strinjam. Ja, ta realizacija mislim, da že kar nekaj časa nas malo tepe. Tako da ja, na treningu glave gor, delati, kako se zagre in to je to. Nimamo kaj drugega, trdo delo. Najlepša hvala. Hvala vam. Samo zmaga z 2-1 za vas. Niste bili med strelci, ste pa vseeno med junaki, ne pri nič. Zelo pomembna obramba. Kako ste sami videli srečanje, ki bi lahko bilo na koncu celo polno preobrata, ampak vi ste vseeno v zadnjih 15 minutah bili dovolj čvrsti, da ste zadržali prednost? Ja, začeli smo top, imeli popolno kontrolo nad tekmo, razen par mogoče dolgih žog. Drugi polčas pa spet dobro prišli ven, imeli par priložnosti za zmago, oni so se mogli odpreti. Smo imeli par priložnosti, da zabiješ, to da ni malo vetra, pol pa se zabijajo ta gol in do konca živčno. Na srečo danes držali in hvala Bogu za zmago. Pred obračunom vas nisem želel mučiti, ampak zdaj vseeno me zanima, Jugoslav Trenčevski, vaš trener je dejal po zadnji tekmi pred premorom, da se morate pogovoriti, stakniti glave skupaj, se dvigniti. Kakšen je bil nek sestanek z njim, kaj ste se dogovorili pred tole današnjo tekmo? No, mi smo stali dosti mirno, delali smo na naši igri, samo smo probali pač neke detajle, na katerih smo delali že prej, dopolniti. In danes nam je to prineslo rezultat. Rad bi še samo presne rekel hvala Bogu za zmago, hvala Klamferju. Danes je rešil 2 čisti s črte, tako da je vsaka čast. Samo najlepša hvala in srečno. Boleč poraz, sploh glede na začetek srečanja, ko ste vi imeli prvi 2 priložnosti, pa jo niste izkoristili, potem ste se znašli v zaostanku 2 zadetkov, odgovorili po vaši podaji za Feto, ampak ni pa bilo to dovolj za točke. Kako ste videli obračun? Pa seveda ni bilo dovolj, ko kreneš v tekmo s takim načinom. Prvi polčas ne moreš pričakovati več. Z mano na čelo prvi polčas nismo bili dobri. Drugi polčas smo se nekako sestavili in pritiskali zadnje minute in ne moreš obrniti tako slabega polčasa. Kaj bi rekli, zakaj se je tako začela tekma oziroma kaj je bilo narobe v prvem delu? Ker zdelo se mi, ko sem govoril z vašim trenerjem, da ste se pripravljali ravno na to, da boste 100-odstotni, pa se je nekaj zalomilo. Ja, nekako se skušamo skozi pripraviti tudi za ekipe pod 5. mestom, da pristopimo isto kot proti Mariboru, Olimpiji, Celju, ker na teh tekmah smo zelo dobri tudi v uvodu in nekako moramo najti rešitev za to in to je to. Če gledava lestvico, zdaj boste pogledovali tudi k rezultatom Mure, še vedno ste na varnem, nek psihološka prednost je na vaši strani, ampak vseeno morate pa še osvajati točke.
Ja, definitivno. Mislim, da vsak igralec želi osvajati točke, ne glede na kateri poziciji je, tako da ko sem spremljal, kakšna je tabela, tako da zdaj ne bo se nič spremenilo. Vid, hvala in srečno. Jura, sicer v prvih minutah dober pritisk na polovici nasprotnika, pa ena priložnost, ki je niste izkoristili, vseeno pa zagotovo prvi polčas glavni razlog za vaš današnji poraz. Definitivno, rahlo sem že utrujen od vsega tega razmišljanja, analiziranja. Dejansko ne razumem, totalna enigma za mene ta priprava naša na take tekme, bom rekel. In z tega vidika sem zelo, zelo razočaran, kajti vložili smo v strokovnem štabu res ogromno truda, energije in pa predvsem znanja v to, da ekipo pripravimo. Nijamo kaj, v prvem polčasu smo bili res katastrofalni, ob solidni, bom rekel solidni ekipi Radomelj, nismo imeli odgovora na nič, vse kar je bilo plod slučajnosti. Potem nekako v drugem polčasu pa delno vzpostaviti ravnovesje v obeh fazah, posledično imeli tudi priložnosti, ampak moje nezadovoljstvo bi bilo povsem enako, tudi če bi rezultat obrnili v našo prid. Tu na severovzhodu rečemo, neko ima hudič mlade, jih ima 100, potem po taki tekmi, ko ste morali hitro vse menjati, še poškodba Sajtovskega, koliko je to sicer vplivalo na samo izvedbo, ker je vseeno kar nekaj minut tudi poškodovan igral, kar je nek minus. Sigurno, da smo vzeli riziko maksimalen s to zadnjo menjavo, vedeli smo, da se lahko to zgodi, ampak ja, mogoče ob nepravem trenutku, ampak se pravim, nismo danes bili tisti, ki bi si to zaslužili, ki bi to sprovocirali in tudi z igralcem manj smo bili nevarni, imeli situacije, da bi rezultat nekako pošminkali, ampak ni to, kar iščem in temeljito bomo pogledali v sebe ponovno in tudi, če potrebno, drastično spremenili določene stvari. Je pa neka olajševalna okoliščina za naslednji teden ta, da potem spet igrate s klubom z vrha lestvice. Koliko bo to vplivalo na vse skupaj? Ne, to ni prav, to ni moj način funkcioniranja, to nisem jaz, to niso moji sodelavci in moja ekipa, moji igralci in tega si ne želim. Mi znamo doseči vrh, pomeni znamo, kako igrati top tekmo, vendar ni to. Mi moramo postati standardni, razvijamo se, ampak na tak način so naši razvojni koraki zelo, zelo slabi, zelo tanki in v strokovnem štabu definitivno bomo naredili vse, da razvozlamo to uganko, razvozlali pa jo bomo definitivno. Jura, najlepša hvala.